Živijo, danes je z mano Maja Prašnikar. Majo poznam, na Filipinih sem jo spoznal pred koliko je bilo, 4 leta nazaj, ne? Že hitro gre. Maja je pevka, športnica. Ko sem pač začel s to peticijo, je bila ona ena prvih, ki se je odzvala in je tudi to zadevo takoj podprla, pozvala druge in tako naprej. Tako da sem ti zelo hvaležen zaradi tega. Ja, hvala. Tudi, ko sem te poklical, če bi kaj povedala, si se tudi takoj odzvala, nisi nič komplicirala in tako naprej, komu se pač to ne da in tako naprej. Pa mogoče, če poveš, zakaj te ta peticija okej, zakaj si ti proti pirotehnikam, petardam in vsem tem. Hvala, Tomaž, pa tudi tebi res čestitam, no, da si sploh se vrgel v to. In res upam in želim, da bomo zbrali dovolj podpisov, da nas bo država slišala. Ja. Nimamo več veliko časa verjetno, tako da zdaj res tak čas je še zelo aktualno, tako da tisti, ki še niste podpisali, vas še enkrat vabim, da podpišete. Zakaj? Zato, ker res jaz pač ne vidim smisla v tistih parih sekundah zadovoljstva. Ogrožamo sebe, živali se ful bojijo. Glih prej sem brala v časopisu, da je ravno, ne vem, svet, mislim, da Kranja, ena petarda, ki jo je nekdo odvrgel, kužek se od strahu skočil čez ograjo pod avto in poginil, ne, na žalost. Pa da ne govorimo tudi starejši ljudje, dojenčki. Tako da jaz res ne vidim smisla v tem in tudi, na primer, če gremo na spletno stran Ministrstva za notranje zadeve, ki je objavil, kateri pirotehnični izdelki naj bi bili dovoljeni v tem času, zraven ni niti ene pozitivne stvari, ki jih omenjajo, da bi bilo pa to dobro, ne. Se pravi, same negativne stvari in res ne razumem, zakaj bi to sploh počeli. Podobnega mišljenja sem jaz, tudi meni to jasno, zakaj. Pa tudi tukaj napravim, tako si že omenila, se tukaj ne gre samo za živali, se gre tudi za ljudi, naravo, starejši ljudje to zelo težko prenašajo, to pokanje in tako naprej. Tako je, jaz mislim, da moramo res čim bolj ozavestiti še druge in ozaveščati ljudi o tem. In pač ne kupujte, tudi če nam ne bi uspelo, ne kupujte tega. In tukaj je tudi verjetno veliko denarja v igri, tako da tudi s tem, ko bojkotirate to in mogoče nam bo, jaz sicer upam, da nam bo s to peticijo res za prepoved pirotehničnih izdelkov to uspelo. Zdaj mislim, da smo koliko že 30? Ja, mimogrede naj povem, 30.000 podpisov smo že zbrali. Gre to zelo hitro gor, vsak dan jih je skoraj 10.000, tako da, ampak glejte, ne zadovoljimo se s tem, dajmo še to naprej deliti po Facebooku, ne vem, pridimo, tako kot sem rekla, do 50.000, 100.000, več, ko nas bo, lažje bo, ker pač jaz mislim, da politiki voljo ljudstva morajo upoštevati in več, ko nas bo, lažje bo, ne. Pa predvsem tudi se mi zdi, da sama vzgoja, starši, otroci, da pač razložijo otrokom, ne. Kažejo mogoče kakšen filmček, če to ne pomaga, ne vem. Kaj se lahko zgodi? Če otroci že starše vidijo, kako mečete petarde, potem je to otroku normalno in bo tudi on verjetno tako delal, tako da veliko je tudi na tem, kar se ve. V redu, nič, podpišite, delite na Facebooku, Instagramu, kjerkoli se da, za vsak podpis smo hvaležni, tako da hvala v mojem, pa tudi Majinem. Ja, hvala Tomaž še enkrat.